Lepo pozdravljeni v našem podkastu, v katerem v predvolilnem času predstavljamo naše kandidate. Z nami je kandidatka Tanja Brajer. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep pozdrav. Kandidirate v okraju Zagorje ob Savi, v volilni enoti 6, Novo mesto. Pa bova začeli kar v Kandršah. Kako vas je odraščanje v zasavski vasici zaznamovalo skozi življenje oziroma kako je prispevalo k temu, kar ste danes? Ja, mi smo ena zelo majhna vasica na robu Zasavja in občine Zagorske, tako da ja, življenje je bilo lepo, doma smo bili na kmetiji, seveda je bilo treba trdo delati, tako da so me naučili tega dela in vztrajnosti, tako da tukaj nimam težav z delom, vidim delo, opravim ga. Tudi danes ostajate dejavni na kmetiji, poleg službe, ste zaposleni, ste mama. Kako potem izgleda vaš dan? Ja, je kar pestro. Dopoldne služba, potem družinske obveznosti z otroki, ta trening, trening, potem pomagamo staršem na kmetiji, potem pa še vse razne druge dejavnosti, kot so gasilci in vse druge stvari, tako da je kar veliko in pestro. Dejali ste, da za vas beseda nekaj velja. Kako si to predstavljate, sploh če imava pred sabo politiko, ker velikokrat se politikom očita, da samo govorijo in nič ne naredijo? Ja, pri meni res beseda nekaj velja, če rečem, se bom res potrudila, da vse naredim, pač v življenju sem se naučila, da včasih tudi če greš čez sebe, stvari pač se ne morejo zgoditi, ampak jaz se bom potrudila, jaz bom delala v tej smeri, v kar verjamem in to je to. Veliko kandidatov, s katerimi govorim v teh dneh, omeni, da nikoli ni imelo namena iti v politiko, nikoli niso načrtno razmišljali o tem, da se bodo recimo temu izobraževali v te namene. In vi ste tudi ena od teh. Kako to potem, da ste danes tukaj in da se pogovarjamo o vas kot o kandidatki za poslanko? Je, to je kar zanimiva zgodba. Ne vem, od nekdaj sem želela nekaj, da je ljudem okoli mene bolje, da se ljudje počutijo varno, da živijo lepše življenje, ne da non-stop delajo in so bolani in tako naprej. In želja potem me je pripeljala do občinskega sveta, kjer tudi sodelujem in sem članica. In sedaj sem pa tukaj. Pač moja želja potem, da se svet spremeni na bolje, je vedno večja in delam na tem, da bi bil svet lepši in boljši. Pravzaprav vaša pričakovanja niti niso tako velika, ampak v današnjem svetu se zdijo, ko so mogoče vrednote malce pomešane, v ospredje prihajajo mogoče malo drugačne kot tiste, v katerih ste bili vzgojeni ali smo bili vzgojeni. Kaj je mogoče za vas tisto prvo oziroma vaše prednostne naloge, kaj so tiste vrednote, ki vas ženejo naprej in se želite v njih uresničiti in konec koncev tudi, kot ste omenili, poskrbeti, da bo drugim bolje? Ja, točno tako. Ja, sigurno moja prioriteta in želja je, da bi mladi lahko ostali doma oziroma v svojem okraju. Potem želja je, da bi zdravstvo delovalo tako, kot je treba, da ne rabimo čakati leta in leta za neke ne tako zahtevne stvari. Potem službe. Včeraj je bil dan žensk v znanosti, tako da želim si čim več žensk v znanosti in da bi imele tudi dobre službe in seveda tudi za moške, za vse, da bi bile službe tudi v Sloveniji, ker danes se tudi soočamo z begom možganov in to me res žalosti, ker res imamo znanje, res smo vztrajni, res smo pametni Slovenci in je res škoda, da gremo ven. Ampak, če se stvari ne bojo spremenile, jaz ne vidim, zakaj bi ostali mladi tukaj. Vidite problem odhodov mladih oziroma beg v tujino ali pa konec koncev iz Zasavja bolj kot problem Zasavja ali kot širšega problema Slovenije? Mišljeno je celotno Slovenijo, ampak seveda imamo pa tudi v Zasavju precej izzivov na to temo. Podjetij ni veliko, služb z dodano vrednostjo v Zasavju skoraj ni, tako da na tem področju bo potrebno še ogromno narediti. Ja.
Tudi za kmeta pravite, da ne bi smel biti obravnavan kot problem, ampak bi ga morali prepoznati kot rešitev. Kje vidite te največje vrzeli, neko nerazumevanje mogoče do kmetov in njihove vloge v družbi? Tako, sigurno. Kmeti se zelo soočajo s to birokracijo, namesto da bi se posvetili delu in pridelku, se ukvarjajo s to birokracijo. Jaz sem prepričana, da tukaj se da marsikaj narediti na tem področju. Potem pa tudi na splošno se mi zdi, da svet oziroma Slovenija kar nekako kmete vidi kot sovražnike, ne kot nekdo, ki zagotavlja hrano. Jaz mislim, da je treba tukaj na osnovni ravni nekaj narediti, da se kmeta začne spoštovati. Da vidijo ljudje, koliko kmet da ur dela, ljubezni in pota v to, da pridela nekaj naravnega, domačega, in to bi bilo treba spoštovati in pripeljati do tržnic, do trgovin in konec koncev do spoštovanja vseh, ker ne vem, zdaj med mladimi, kar ne vem, nekako vsi vidijo samo trgovino, ne, in ko jih vprašaš, kje dobiš mleko v trgovini, ja ne, ni trgovina tista. Še vedno so zadaj kmetje in je res škoda, no, ker imamo veliko površin, veliko ljudi, ki bi se ukvarjalo s tem, ampak na koncu, ko potegnejo črto, se pač ne izplača in nažalost ne upraviči vsega truda, ne? Mladi ne vztrajajo, kar je čisto razumljivo, ampak žalostno, no, tako. Če bi z nama sedel en kmet iz Zagorja ali pa en delavec iz tovarne, ena utrujena mama, kaj bi jim vi rekli? Morda, če se že postaviva v vlogo poslanke. Da mi zaupajo, če imajo kakšno idejo, kakšno rešitev, kje vidijo težave. Jaz ne trdim, da vse vem, da želim biti poslanka zato, ker vse vem in bom vse rešila. Jaz verjamem, da nekje imam izkušnje, nekje jih pa pač nimam in zato želim in spodbujam vse, da pridejo do mene, mi povejo, kaj jih teži, mi povejo, kje vidijo rešitve. In jaz mislim, da bi lahko skupaj to besedo in ta glas prenesli v parlament in tudi, ker nas bi bilo več, upam tudi, da bi prišlo do sprememb. No, to je moj cilj, da se stvari izboljšajo na bolje. Ste torej človek dialoga, radi prisluhnete, se zavedate, da nimate vedno vsem prav. Koliko je pa neke te tradicionalne zasavske trme v vas? Ogromno, preveč, včasih preveč. Ne. Je bolj trma ali je bolj vztrajnost? Po moje se kar dopolnjujeta, no, vsem kar, ja, trmasta, vztrajna, res, če vidim luč na koncu tunela, ni šans, me ne ustavite. Ja, odličen zaključek. Želim vam, da se te vaše vrednote prepoznajo tudi volivci. Želim vam veliko uspeha na volitvah v dobro Slovenije, ne? Hvala. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Nasvidenje.